Pozdravljeni, dragi gledalci, v novem AEK podcastu. To pot z gostjo Nino Smole iz Ljubljane. Nina je trenerka javnega nastopanja, SDI trenerka, hipnoterapevtka in po novem tudi, recimo lahko skoraj novopečena učiteljica AEK metode prve stopnje. Pozdravljena v studiu. Hvala lepa, Aleš. Prosim. Povabil sem te predvsem zato, ker imaš širok nabor znanj in veščin, ki jih uporabljaš pri tem, da pomagaš ljudem, in si zdaj tudi dodala še to, da si začela se učiti AEK. Hotel sem pa predstaviti, oziroma hotel pa sem, da predstaviš tudi sama metode, ki jih že zdaj uporabljaš, ker tudi sam smatram, da so združljive in uporabne tudi samo AEK metodo, oziroma da z AEK metodo lahko pomagamo tem, ki imajo težave pri javnem nastopanju in ostale težave, ki so pogosto ali pa običajno kronične, in da lahko tudi ti pol s prve roke kot večletna praktikantka ali pa trenerka teh pristopov in zdaj tudi poznaš že dobro leto tudi sam AEK, tako da nisi zdaj čist začetnik na tem področju, da boš lahko nam tudi sama, da nam boš povedala več o tem, kako vidiš, kaj se z ljudmi dogaja, kakšni so glavne težave pri teh pristopih in kako lahko tudi potem na koncu z AEK-jem in AEK vajami pomagaš ljudem, da lažje dosežejo tisto, kar potrebujejo ali pa želijo, in da seveda so tudi pri tem bolj učinkoviti, pa da to dlje časa traja. Tako da, pozdravljeni v podcastu, pa za začetek bi te prosil, da se predstaviš, pač povej tisto, kar misliš, da je pomembno, zato da te poslušalci pa gledalci bolj spoznajo pa razumejo. Zdaj, pred 9 leti sem začela graditi svojo kariero na področju javnega nastopanja. In pot me je pripeljala k Anji Križnik Tomažin, ki je postala moja mentorca, in še danes se spomnim prve delavnice, ko sem z njo kot asistentka šla na delavnico javnega nastopanja, kako je nekaj v meni se premaknilo in je naredilo bum, tresk, bam, to bi jaz. To si jaz želim. Tako da sem iz področja študija prava se nekako preselila v področje komunikacijskih veščin, in Anja me je dobre 2 leti usposabljala za trenerko javnega in poslovnega nastopanja. In s tem sem pridobila tiste dragocene nasvete, ki so mi potem pomagali tudi na moji nadaljnji poti. Nekako sva se takrat z Anjo dogovorili, da postane kot moja mentorica tudi moja sodelavka, kar je tudi še danes in že 9 let aktivno sodelujeva. In ker je bila že takrat močna želja v meni, da se izpopolnim, da se naučim stvari, da razrešim svoje vzorce, ki sem jih čutila tudi že takrat, da mi predstavljajo neke težave ali pa izzive v mojem življenju, sem se potem kasneje usposobila tudi za trenerko SDI. SDI pomeni Strength Deployment Inventory, in SDI nas uči, gre za teorijo zavedanja odnosov, ki nas uči, zakaj smo si ljudje različni, kako smo si različni, zakaj se z nekaterimi ljudmi v življenju dobro razumemo, pri drugih pa lahko hitro zajadramo v nek konflikt ali pa vsaj v neko nasprotovanje, preden pride do tega konflikta. In vsa ta znanja sem jaz praktično kar požirala. Res sem imela tisti občutek, wow, to pa je nekaj posebnega, to pa je nekaj drugačnega, v tem bi si pa jaz res želela zgraditi svojo kariero. In potem, ko mi je Anja dala priložnost, da začnem delo tudi na individualni ravni s klienti, namreč javni in poslovni nastop ter SDI orodje z Anjo počneva v večjih oblikah, tako kot predavanja, delavnice in tudi individualni treningi. In takrat po nekje dobrih 3 letih, ko sem postala dovolj suverena in imela dovolj znanja z področja javnega nastopanja, sem se srečevala tudi s klienti na individualni ravni. In ob tem sem zelo hitro opazila, da
s tehnikami v stanju zavesti je zelo težko premakniti pa preseči tremo pri posamezniku. Drugih znanj do takrat nisem imela, kot tehnike, veščine, s katerimi se javno nastopanje ukvarja. In takrat sem začela brskati in googlati in naletela na hipnozo. Že od nekdaj, tako kot verjetno marsikomu, mi je bila všeč ta neka mistika, čeprav sem ugotovila kasneje, da v hipnozi ni nobene mistike, ampak gre res za tehniko. Takrat sem se odločila, da se usposobim še na tem področju in sem prišla do Božidarja Grilca, ki je tudi prepoznal nek moj potencial, glede na to, da sem že delala tako s skupinami kot tudi individualno in sem postala tudi njegova hipnoterapevtka, kar sem še danes in tudi z Božidarjem tesno sodelujem. In hipnoza mi je dala nek dodaten pogled v to, kaj pravzaprav so vzorci, kaj pravzaprav so strahovi, kako se lahko tega znebimo, iz kje izhajajo, ali to iz našega otroštva, ali to lahko regresivno gledano iz naših preteklih življenj. Skratka, ogromno tega nekega znanja sem v tem času pridobila, nisem pa se zavedala, da na mentalni ravni lahko rečem, je meni bilo jasno mogoče, ali pa sem si predstavljala, da v svojem umu sem marsikaj razrešila, ker ko nekdo gre čez take procese nekih usposabljanj, naredi tudi nek proces pri sebi. In tudi jaz sem čutila na zavestni ravni, da sem ga naredila. Sprobala sem kar veliko enih tehnik, od psihoterapije do hipnoterapije, s katero sem skušala razrešiti določene svoje vzorce, bioterapija, bolnova terapija in tako dalje, kar nekaj je bilo teh stvari. Ampak šele, ko sem spoznala, tako kot si omenil, pred dobrim letom AEQ metodo, sem se zamislila. Namreč AEQ metodo mi je, vemo, da naključij ni, podaril vrednostni bon moj prejšnji partner, ki je bil že aktivno v AEQ metodi in tukaj sva se zelo ujela v tej najini komunikaciji, kar se tiče spreminjanja podzavesti vzorcev. In takrat sem si rekla, zakaj pa ne? In dobila sem vrednostni bon od Blaža Jurečiča in sem šla k njemu in še danes se spomnim, ko sem prišla k njemu, sem imela res občutek, pa saj meni nič ne manjka. Saj jaz sem že zelo veliko razrešila, imam občutek, da sem srečna, vesela, zadovoljna, brez nekih kroničnih bolečin, bolezni. Izhajam iz srečne družine, kjer sta mi starša dala svojo pozornost v pravi meri. Živim v svojem stanovanju, imam psa, vse okej. In ko sem šla na pot procesa za AEQ metodo, sem šele spoznala, v kakšni iluziji v bistvu živim. Ker kar sem se naučila v tem času je to, da ko vključiš telo in ko ti nekdo nekaj pove, še ne verjameš, ko pa vključiš telo in ko delaš vaje in ko poslušaš razlage ali pred vajo ali po vaji, greš na programe, na obravnave in ko nekaj začutiš v svojem telesu, takrat šele temu zares verjameš. In si tega ne moreš več zanikati. Tako da, če povzamem, AEQ metoda me je navdušila, pa hkrati tudi zelo prizemljila. Ugotovila sem, da s tem, ko telo vključimo v proces, res lahko naredimo korenito spremembo in celostno obravnavamo posameznika. Ja, lepo si to povedala, hvala za eno tako zaokroženo misel. Ja, to tudi sam vidim, ko delam z različnimi terapevti ali pa strokovnjaki na različnih področjih, da ko dodajo potem ta telesni del na primeren način, ne, in tudi pol dobijo na pravi način v pravem času primerno razlago, da pol začnejo dejansko razmišljati. Ker glih samo proces razmišljanja je nekaj, kar se v bistvu nikoli ne konča. Nekaj, kar ne moreš
dati v škatlo ali pa narediti. Razmišljanje ne moreš nikoli če razmišljaš tako res učinkovito ali pa primerno, ne bom rekel pravilno, če pa mogoče bi lahko, ne, se ne da prijeti tega, ne da se ga to definirati, evo, tukaj so meje razmišljanja, zdaj lahko to primem in to je zdaj to. Ne, ker razmišljanje samo se nikoli ne konča in to je glih ta vpliv telesa na možgane, vpliv potem teh občutkov, ki jih iz telesa dobimo na to, da začnemo na svet gledati širše, bolj celostno in pa v bistvu dojameš, da kakorkoli boš razmišljal, nikoli ne boš nekaj do konca razmislil in določil, ker bolj ko boš šel višje z razmišljanjem, bolj je tisto, ko se dviguješ, pa greš po hribu navzgor, več vidiš, dlje vidiš in se ti v bistvu zorni kot pa obseg tega, kar opaziš, samo še povečuje, ne. In pol seveda dostikrat zaradi tega dobiš občutek nemoči, tesnobe, žalosti, onemogočenosti, da boš še enega dne vse razumel, ne, kar je spet tudi neke vrste, so to, ne bom rekel sanje, ampak želja, ideja in hrepenenje, po katerem deluje leva možganska polovica, ki poskuša nekaj dokončati, nekaj do konca narediti, ne, in potem se dostikrat, sploh če je vpliv telesa na delovanje možganov premajhen, se s temi, z razmislekom, z dejanji omejujemo preveč, ker preveč uporabljamo levo polovico, tako kot si sama tudi in jo uporabljala. Ali pa jo še vedno, preveč. No, prej, ko si razlagala, ne, da si, ta pristop in zdaj ta pristop mi bo pomagal in bom do konca lahko razumela to pa to. In pol, ko si po nekem času videla, da v bistvu kakorkoli se trudiš pa delaš, da več veš, ampak ne moreš pa priti do konca, ne, ker ga v bistvu nikoli tudi ni, pa greš na drug pristop, pa spet ponoviš vajo, ne, in poznam ljudi, ki so to vajo ponovili tudi po 10-krat in imajo veliko različnih metod, različnih pristopov in pri vsaki so imeli občutek, to je pa to, potem se je pa pokazalo, da ni, ne. Se tudi s tem nočem povedati, da je kot tak, ker logično mi pa predvsem poskušamo ljudem omogočati, da začnejo bolj uporabljati svojo desno možgansko polovico prek telesa, ne. In seveda pa bolj ko jo uporabljaš, bolj vidiš, koliko je vse široko in globoko in da pač se moraš v določeni točki sprijazniti, da nikoli ne boš vedel vse, da tudi ne moreš vedeti vse in potem lažje sprejmeš, da nekaj pa veš in to potem znotraj tistega, kar veš, lahko do neke točke uporabiš in se pri tem spet nekaj novega naučiš in potem postaješ vedno boljši, ne. Vse življenjsko učenje. Ja, se tudi namen življenja, mislim, da glih to, ne. Da pol to, kar se naučimo, predamo svojim otrokom in potem oni ta proces nadaljujejo in na tak način evolviramo kot vrsta in se lahko upremo potrebi ali pa pritisku narave, ki nas konstantno poskuša dobesedno uničiti, ne. In zdaj je to ta stalen stres test, ki so ga recimo naši predniki že toliko začeli obvladovati, da zdaj smo pa se postavili mi v vlogo, da mi lahko uničimo naravo. Sprav, da smo premagali svojega, lahko bi rekli mu, smrtnega sovražnika, ki nam hkrati da pa tudi vir moči za življenje, ne. Zdaj moramo pa najti neko tisto ravnovesje, bi rekla equitas, da se z naravo nekako naredimo neko kooperacijo, ne pa, da kdo bo koga, ne. Če se vrneva na tvoj začetek, ko si hotela biti pravnica, kako je pol bilo, kaj se je zgodilo, da si, kaj te je odpeljalo stran od prava, tiste prvotne ideje, in tudi mogoče zakaj, koliko danes razumeš to, da si sploh hotela ali pa imela željo ali pa potrebo, da študiraš pravo, ker verjetno še preden si se vpisala
v pravo si vedela, da to ni glih neko izobraževanje, ki bi ga izbral nekdo, ki ima pač, da mu je dolg čas, ampak mora imeti zelo jasen motiv, željo ali pa potrebo, ni nujno, da se zaveda, kak je ta del tvojega življenja. Jaz mislim, da me je v pravo gnalo ravno to, da sem želela na nek način pokazati, da imam prav. In tudi navajena sem bila že od otroštva dalje tistega občutka, da ne sme biti napak. Močno v meni zakoreninjen je perfekcionizem, ki se odraža predvsem v tem, da želim biti všečna, da napake niso dovoljene, da želim ustrezati, da želim hkrati tudi reševati in hkrati tudi to, da vsaj kar sem zdaj v času procesa AEQ-ja ugotovila, je ta moja nesproščenost znotraj telesa in pa nespontanost, ki mi je bila tudi očitana s strani mojih bližnjih. In ko sem jaz v času gimnazije, kjer sem bila odličnjakinja in hodila na bežigrajsko gimnazijo, se odločala, kaj bi jaz pravzaprav v življenju počela, nisem vedela in takrat nisem še čutila, kje bi bila lahko moja pot in kam, v katero smer bi moja kariera šla. In potem sem, tako kot ponavadi jaz naredim, ubrala tisti moj analitični pristop. Oče in sestra sta ekonomista, mami dela v računovodstvu, pa dajmo imeti doma enega pravnika. Čeprav sem že takrat... Za vsak slučaj, ja. Čeprav sem že takrat se spogledovala tudi s to idejo, da bi se vpisala na psihoterapijo ali pa na psihologijo, ki mi je ležala tudi že v gimnaziji, ampak takrat sem enostavno to pot izbrala. In ker vemo, da naključij ni, se je zelo hitro ta moja želja imeti prav ali pa študirati pravo izjalovila s tem, da sem jaz prvi letnik padla po dolgem in počez. Imela sem 7 angin v enem letu, 2 pljučnici in se enostavno nisem znajdla z vsemi temi buklami, nisem sploh vedela, kako naj se jaz lotim tega učenja. No, potem nekako mi je uspelo, da sem pravo pripeljala do zadnjega letnika, nisem ga pa dokončala. Zato, ker v vmesnem času sem videla, da ko sem povzirala letnik, da imam veliko enega časa na voljo. In da bi bilo pa mogoče fajn, da jaz ugotovim, če ne že kaj bi v življenju počela, česa ne bi v življenju počela. Že takrat sem se zavedala, da je konkurenca na trgu dela kar velika in ta moj občutek znotraj mene, pejdi pa naredi, pa karierno bodi uspešna, zato da boš videna, da boš opažena, je bil že takrat prisoten, samo nisem še razumela, zakaj. In takrat sem si našla službo. In imela sem to srečo pod narekovajih, da sem takrat spoznala Anjo. Tako da je Anja v bistvu praktično moja prva zaposlitev. In tukaj sem se pa našla. Tukaj sem pa res čutila, da lahko rastem osebnostno in hkrati, glede na to mojo podzavestno reševalko, ki jo imam v sebi od otroštva, hkrati tudi pomagam drugim. In tukaj sem našla svoje poslanstvo. Torej, v bistvu se ti je, če zdaj, ko jo pogledava v prvem letniku pravne fakultete, je v bistvu iz tvojega telesa zbruhnilo ogromno krivice in besa vezanega na to, da se ti je zgodila krivica, zato te angine pa to, kar si imela. Ne? Ja, govor, ne, tudi tisto ne morem povedati, ne morem se izraziti. Ker pri meni je tudi močen vzorec neizražanja. Je bolj prav, da se ne moreš kot tak, ne smeš. Ja. Ker če bi povedala s tako silo, kot si čutila, da bi morala, bi bilo prehudo. Torej si mogla višek te energije spremeniti v vročino, v vnetje, ne, v bolezen, ki ti je pa v bistvu pol vzela moč in te je v bistvu nisi, lahko rekla, dobesedno podivjala, da te umiri in da pol nadaljuješ. Prav, si skozi ta proces teh bolezni v prvem letniku, tisti pritisk telesa, da ne to delati, da to ni prava pot, si učinkovito
zatrla. Ne. Pol je šlo pa naprej. Strmo je šlo naprej. Ja. Ja. Recimo meni je bilo tudi zanimivo to, ko sem preko obravnav, preko tvojih programov in potem tudi preko šolanja ugotavljala in spoznavala ta nova znanja, in ko si omenil, da sintropična agresivna čustva so tudi jeza, poleg veselja in ljubezni. To je v bistvu osnovno. Meni to ni bilo jasno, Aleš, kako lahko jaz z jezo nekaj uredim. In potem, ko sem šla vedno bolj globoko vase in ko sem zdaj na zadnjem programu ugotovila preko modula dihanja skozi čustva v 4. modulu, da jaz pravzaprav jeze sploh ne znam izražati. Da jaz pravzaprav sploh ne vem, kaj je jeza. Jaz sem takrat očitno, ko bi morala ravnati z jezo, ravnala z besom. Ne ti mama tvoja. Ker otrok se čustva uči skoraj izključno od staršev. Ne. Zdaj, če starši ne uporabljajo sintropičnih agresivnih čustev, koliko jih ne pol otrok ve, kaj so. Ne. Je pač kot če ne bi ti nikoli videla mačka v svojem otroštvu, pa bi ga videla pa prvič še enkrat kasneje, bi vedela, ali je nevaren, ni nevaren, zakaj je v redu, zakaj ni v redu, kaj naj z njim počnem. Isto je. Ne. In pol ta seveda pa, če ne veš, kaj je jeza, potem tudi ne moreš določiti, kaj ni jeza. Ne. To je tisto, kar si prej rekla. Če ne veš, kaj bi... Ker tista taktika, ki se uporablja, je zelo koristna, pa je zelo malo ljudi uporablja, ki si rekla, da če že ne vem, kaj hočem biti, ne, pa grem vsaj določiti, kaj nočem biti. In zdaj seveda, če ne veš, kaj jeza je, ne, je pol pametno, da vsaj določiš, kaj jeza ni. In to je spet ta pristop. Ampak zakaj ljudje po moje tega ne uporabljamo ali pa ne uporabljajo dostikrat, je glih zato, ker je časovno potratno dejanje. Ne. Se pravi, bolj enostavno je, da pač misliš, da si jezen, čeprav si besen, čeprav si recimo lahko poln gneva ali pa užaljenosti ali pa razočaranosti ali pa maščevalnosti, ampak to vse pol ljudje iz moje prakse vidim definirajo kot jezo. In pol jasno pride do problemov tudi na področju ljubezni pa veselja, ne, ker pravi, ko imamo definirano, da je recimo ljubezen derivat jeze. Je glih tako agresivno čustvo, ne, in zdaj, če ti ljubezen usmeriš se pravi, ljubezen, ko ljubiš, se ti spremeniš, torej se premakneš, se pravi, še enkrat, da dodam to, ker dostikrat pol ljudje, sploh tisti, ki imajo težave z agresivnimi čustvi, nočejo v bistvu razumeti, kaj agresivno čustvo sploh je pri AIQ-ju, ne. Agresivno čustvo je čustvo, ki nas premakne proti nečemu, ki nas spremeni, se pravi nasprotno od pasivnega stanja. In zdaj recimo, če imaš ti, če ti nimaš točno določeno jezo, ne veš točno, kaj jeza je, oziroma je za tebe vse jeza, ne, pomeni, da nimaš dobre definicije, zdaj nepravilna ali pa nekvalitetna definicija pa onemogoča primerno uporabo nečesa. Ne. Tako, če bi ti jaz rekel, da mi prinesi orodje, ne, boš rekla, kjero, ne, zdaj, ja, prinesi mi orodje, ne, in pa mi boš nekaj prinesla, ok, zdaj lahko bo pravo, verjetnosti pa, da ne bo, ne, in isto je tudi tukaj pri jezi. In zdaj je logično, če ne znaš določiti dovolj dobro, kaj je jeza, pol je nemogoče, da recimo znaš določiti, ali ljubiš ali ne ljubiš, ker ljubezen je derivat jeze. Zdaj, če ti narediš ali pa vzameš derivat od nečesa, kar ni definirano, pol boš dobil spet nekaj nedefiniranega ali pa napačnega. Ne. Veselje je pa spet tako čustvo, je spet agresivno čustvo, ki te spet premakne v drugo stanje. Ali pa ti z veseljem, ki ga ti izražaš, nekoga druga premakneš v drugačno počutje. Sprav je agresivno čustvo. Seveda je pa glavni problem primerne uporabe sintropičnih agresivnih čustev to, da jih uporabiš pravočasno. Ker če jih ne uporabiš pravočasno, potem si prepozen. Ja, in potem ti ne preostane, kot da greš pa na entropična agresivna čustva, to je pa čisto druga zgodba in seveda tam
pride pa do tega, da bi se stvari povezovale, pa izboljšvale, se razkrajajo, razpadajo, pa rušijo. Ne. Da, ja, to sem zelo dobro znala. Kako pa pol, ko si, kak je pa na tebe vplival študij psihoterapije, oziroma rekla si, da si 2 leti se ukvarjala tudi s proučevanjem tega? Ne, jaz sem 2 leti hodila na psihoterapijo. Aha, ja. Sorry, pa ste prej narobe razumel. Kak je ta del vplival na tebe, kaj si spoznala takega? Lahko rečem, da tudi tam se je razbilo nekaj iluzij, ker jaz sem kar precejšen del svojega življenja imela občutek, da imam težavo z medsebojnim odnosom s svojim očetom, zato ker je bil nekje do mojega 11. leta odsoten in je delal v tujini. In iz tega se je, vsaj tako sem jaz tudi takrat razumela in danes skušam to razumevanje še poglobiti, da iz tega, ker ga ni bilo, ker sem ga jaz pogrešala, s tem nisem bila vidna, nisem bila opažena. Prihajal je domov ob vikendih, večkrat je bil utrujen, ker je na Dunaju delal dneve in noči. In se nisem znala spopadati s tem, kako bi pridobila njegovo pozornost. In to sem usmerila v svoj perfekcionizem, v to, da boš vidna, boš opažena, če boš pridna, če boš nosila petke domov. In preko tega sem potem ugotavljala tudi na psihoterapiji, da ni samo oče tisti, s katerim sem imela neki izziv, ali pa nimam takega odnosa, kot bi ga morala imeti. Ampak je tudi mama tista, ki mi je odprla neka področja in neke zakrčenosti in travme v mojem življenju. Zato, ker je seveda tudi odsotnost očeta mojega ni vplival samo na naju sestro, ampak je vplival seveda tudi na njun partnerski odnos. Ja, predvsem je to, pol gre pa iz tega gre pa naprej. Na starševski, ja. Iz tega si šla pa pol na javno nastopanje. Kaj te je pa tam najbolj navdihnilo, ali pa si prej imela močno željo po javnem nastopanju, pa si imela močno tremo, ali kak je bil tisti nek osnovni, ta glavni motiv za to, da te ta pristop pritegnil? Pravzaprav sem jaz že kot majhna punčka vedno rada nastopala. In prav spomnim se, da sta mi starša kot prvo malo bolj resno igračo kupila mikrofon. In to je bil, še danes se ga spomnim, pa ga nikjer ne najdem, prav želela sem ga enkrat najti, da bi ga spet videla, pa se je nekje izgubil v domači hiši, pojma nima noben, ki je. Skratka, jaz sem vedno, ko sem želela kaj povedati, ko so bila kakšna družinska srečanja, ko so bili božični večeri, sem jaz vedno napovedovala na ta moj mikrofon. Tako da se mi zdi, kot da mi je bil ta mikrofon na nek način dan v zibelko. In tista želja po tem, da pa sem šla v to svojo karierno pot, je bila pa predvsem ljudem pomagati. Ker sem sama videla, ko me je Anja učila javnega nastopanja, čez kakšne stvari sem šla in koliko je bilo tudi meni na začetku težko. In sem vedela, da bom ravno to svojo zgodbo lahko uporabila potem tudi pri svojih klientih. Ker pa se nisem ustavila samo na teh zavestnih tehnikah, ker moramo se zavedati, da javno nastopanje je veščina. Kar pomeni, pri javnem nastopanju nimamo niti časa, niti možnosti iti dovolj v globino podzavesti posameznika, kjer lahko spreminjamo določene vzorce. Ponavadi se za javno nastopanje, za delavnice, predavanja odločajo podjetja, kjer je potem več ljudi na teh usposabljanjih in toliko globoko v globino ne greš. To se predvsem dela potem na individualnih srečanjih. Tako da jaz vidim eno veliko dodano vrednost, kako AEQ tehnika, metoda, lahko pripomore pri mojem delu, kar se javnega nastopanja tiče. In ugotovila sem v tem času razmišljanja, da s tem, ko mi zavestno učimo ljudi, tehnik, da tremo se zmanjša, ne da se jo odpravi, ker jaz gledam na tremo kot čut za našo odgovornost in majčkeno jo more biti, ne zdaj, da je tako velika, ampak da je vsaj majhna, ker majhna trema je tista, ki nas žene naprej, da smo boljši, da damo lahko več od sebe. Je pa res, da obstaja tako na telesni kot tudi na duševni ravni.
In s tem, ko mi s tehnikami, to se sprašujem in je tudi vprašanje na nek način zate, a s tem ustvarjamo SMA pri posamezniku? Ko mi s tehnikami učimo človeka sedeti res učimo ljudi samozavesti, pristnosti, govorice telesa postavljene tako, da nastopamo suvereno, da imamo dober stik z našo publiko. AIQ razume tremo kot strah pred posledicami svojega vpliva na okolje. Ne? Ko ti nastopaš, izražaš, govoriš določene besede ali poješ, se izražaš na različne načine, z gibanjem, z izrazi na obrazu, z spremembami glasu, lahko nekaj slikaš ali pač karkoli že. Se pravi, izražaš kinetično energijo in z njo vplivaš na okolje. Ne? In pa seveda vsako izražanje ali pa usmerjanje kinetične energije v prostor aktivira zakon o vzajemnem učinku, kar pomeni, da se okolje odzove na enak nasproten način, kot si ti vplival na njega. In zdaj, tako da je logično, da trema more biti, razen če si neodgovoren. Ali pa če si tako močno prepričan, da bo tisto, kar delaš, imelo pozitiven vpliv, kar je pa pri ljudeh skoraj nemogoče zagarantirati, zaradi tega, ker vsak od nas ima drugačno senzorno-motorno povratno zanko, kar pomeni, da če ti na nekoga vplivaš pozitivno, pa bi mogel po zakonu o vzajemnem učinku dobiti tudi nazaj pozitiven odziv, ne? Sploh ni nujno, da boš ti dobil nazaj pozitiven odziv, oziroma lahko ti dobiš pozitiven odziv nazaj tistega ali tistih, na katere vplivaš na njihovi zavestni ravni, na njihovi 3. stopnji, ko jo definiramo. Enak tvoj vpliv na nekoga bo pa lahko pri njem čisto sprožil drugačen odziv na njegovi 2. stopnji, na podzavestni ravni. In je lahko ta odziv na 2. stopnji lahko kontrasten tistemu na 3. In pol je tisti, ki je na odru, zmeden, ker ker na 3., ker odziv publike na 3., na zavestni ravni je takšen, na 2. stopnji je pa lahko čisto drugačen. In seveda na to, kako se telo odziva, pa bolj vpliva 2. stopnja kot 3., ker je 2. stopnja usklajena s telesi, 3. je usklajena pa zavesti in lahko drugačna. Ne. Tako da pa je seveda trema, sploh če imaš negativne izkušnje v preteklosti, lahko izjemno močna in ustvari zelo velik odpor do tega, da bi sploh karkoli naredil. Ker če nič ne narediš, če utrpneš ali pa če ne prideš na oder, če zboliš, recimo tukaj, ko šolamo, recimo pa imate v 2. delu prve seminarja metode 1, vodite vi vajo, ne. Takrat lahko vidiš celo paleto reakcij in dostikrat lahko tudi udeleženec seminarja zboli, dobi vročino, mu je slabo, pride do driske in podobnih stvari, zato da ne more voditi vajo, ker se v bistvu toliko recimo pretirano ustraši odzivov okolja, čeprav realno, če nekoga vodiš vajo, mu hočeš samo dobro. Mislim, nič mu ne boš naredil slabega s tem, niti ne moreš. Ja, da tudi človek pridobi tisto neko prvo izkušnjo. Ampak to, če mi hočemo nekomu narediti nekaj dobrega, še ne pomeni, da se bomo mi zaradi tega dobro počutili, ne. Ali pa seveda tudi drug problem treme je ta, da oseba sama se prepreči spontanost pa avtentičnost izražanja, ker bi potem lahko razkril, kakšen je v resnici. Kdo je v svoji globini, ja. Ja, in pa bi lahko porušil določeno idealizirano podobo, ki jo mogoče sploh on ni naredil namenoma, se pogosto lahko ali pa celo zaposlijo strokovnjake, da ustvarijo neko medijsko podobo, da nekdo predstavlja nekaj, kar ljudje potrebujejo, čeprav on sam tak ni, ne.
In zdaj, če ti recimo vidiš ali pa začutiš, da je tvoj vpliv na njih pozitiven, da recimo ti nekaj zapoješ lepega, pa pri ljudeh to zbudi določena čustva in so ti pol hvaležni, da si jim to omogočil, ti pa pol to hvaležnost v bistvu sprejemaš v telesu in se začneš sproščati, ko vidiš, da si sprejet, da so ti naklonjeni, da te obožujejo ali pa da so ti, da jih navdihuješ, ne, po logiki bi se mogel pa sprostiti in biti ponosen na sebe, zadovoljen sam s sabo. Samo težava, ki pa pol nastane, da ko ta oseba, recimo, ki nastopa, začne se zmanjševati mišičen tonus, se bo se tisto, kar ima potlačeno v globini, začne prebijati naven in potem lahko to, lahko rečemo, da je proces podoben, kot da, ne vem, dvigneš rulete na hiši ali podgrneš zavese in pa ljudem ponudiš na ogled to, kak si ti znotraj, ne. In pol, sploh če ne veš dobro, kak si znotraj, ampak imaš, tako kot si sama rekla, cel kup iluzij, da imaš vse stvari rešene, da je vse v redu, da imaš stanovanje, da imaš psa, da imaš zvezo in tako. Čutiš pa, da nekaj še ali pa marsikaj manjka, ne, in potem trema z tega vidika tudi, recimo, neki preživetven odziv, ki te zavaruje pred tem, da bi razočaral druge, ne. To recimo vidim sploh pri ljudeh, ki so konstantno razočarali svoje starše. Starši so pa bili z njimi, do njih prezahtevni ali pa so v bistvu z dobrimi nameni pritiskali na njih, da bi čim prej bili čim boljši. Še posebej je to recimo pogosto pri starših, ki so se zamudili določene stvari, ali zaradi drugih, ali zaradi lastne neodločnosti in podobno. In seveda tukaj pol se vzpostavlja eno celo, en cel ogromen svet medsebojnih povezav, ki se jih, dokler se ne postaviš na oder, sploh ne zavedaš. Tako da je logično pa seveda, da se vrnem na tvoje vprašanje, da če imaš telesno reakcijo, ki ti otežuje javno nastopanje, te telesne reakcije imajo vedno objektiven razlog, ki se ga običajno niti ne spomnimo, ali pa nočemo spomniti, ali pa nočemo povezati določenih dogodkov pa odnosov s tem, da imamo tako reakcijo, ker potem moramo iti najprej še bolj globoko, če hočemo iti naprej, kar pa nas vzame še več časa, pa že tako imamo občutek, recimo nekdo, ki se hoče učiti javnega nastopanja, običajno že zamuja, ima že veliko izgubljenih priložnosti in pol, ko mu rečeš, sorry, bo treba iti najprej še bolj globoko, da boš pol lahko šel gor, ne. Nimam časa, dej. Odpor do tega. Ja, odpor, seveda, ne. In seveda je potem potrebno, ali pa da najdeš hitrejšo pot, da nekdo lahko kljub vsemu izboljša javno nastopanje, je logično ta, da zmanjšaš vpliv njegovega telesa na njegovo zavest, kar pa je sama definicija senzorne amnezije, ki potem zaradi zmanjšanega vpliva telesa na zavest te osebe, ki javno nastopa, potem pride do tega, da je vpliv njegove podzavesti pa njegovega telesa na njegov vpliv na okolje pri javnem nastopanju zmanjšan. In pa dobimo senzorno motorno amnezijo, ki pa seveda lahko kratkoročno omogoči, pomaga, da se nekdo izboljša, dolgoročno je pa v bistvu, lahko jo definiramo tudi kot neresnico, da ne čutimo notranjega stanja, ki nas pa potem lahko zelo neprijetno preseneti v obliki bolezni, v obliki poškodb, tudi smrti, recimo pri teh slavnih osebah ali pa teh, ki zelo veliko javno nastopajo, pa dostikrat pa lahko preberemo, da se kar na lepem jim življenje postavi na glavo, ali pa recimo zaradi izgube vpliva telesa, pa tudi s tem intuicije na njihovo zavest, pride do tega, da imajo zelo nesrečno roko pri izbiri partnerjev, sodelavcev in slabe odnose z otroci. Vsi lahko beremo o tem, kakšne težave imajo vse slavni igralci, pevci in podobno, in tega je toliko veliko, da ni čuden. In skozi AIQ lahko tudi
razumemo, zakaj, če je nekdo hotel ali pa nima treme, da nastopi pred 50,000 ljudmi, pa izvede nek zelo zahteven proces, ne vem, petja, igranja in podobno, da mora to kot tujiti telo, da mu potem ta odtujenost telesa pa odmaga na drugih področjih življenja. Ja, ob tem bi še mogoče Aleš dodala, da nimajo vsi treme. Ne? Marsikdo na trening javnega nastopanja pride iz čist enih drugih zornih kotov, da rabijo način priprave na nek nastop, da imajo izzive, kar se tiče govorice telesa, da nimajo rok pod kontrolo, da se jim noge recimo ne gibajo tako, kot bi si oni želeli. Potem je tudi ta vidik auditivnosti, ker znotraj javnega nastopanja delimo nekako v 4 stebre priprave na nek nastop. In to je vizualnost, auditivnost, sporočilo in pa potem tudi ta psihična pripravljenost, ki jo delamo v stanju zavesti. In do sedaj sva midve z Anjo, ko sva zaznali, da ima nekdo večjo tremo, to reševali jaz s hipnoterapijo, Anja z coachingom in je bilo to uspešno rešeno. Kar se pa tiče drugih vidikov, torej so tudi zelo pomembni vidiki pri samem nastopanju to, da znamo mi pravilno ugreti svoj glas, da se naučimo dihanja s trebušno prepono, da pozicioniramo svojo govorico telesa v nek okvir, v katerem se bomo mi dobro počutili. Potem je tukaj tudi prava podoba, torej sama obleka, da se v njej dobro počutimo. Tako da je več teh enih stvari, s katerimi se ukvarjamo pri javnem nastopanju. Midve z Anjo ne verjameva v kalupe, tako da jemljeva res vsakega posameznika kot individuum in delamo na treningih tisto, kar posameznik res potrebuje. Zdaj pa nekdo bo vadil govorico telesa, drugi bo vadil govor brez mašil, tretji bo delal na svoji psihični pripravljenosti, četrti na tremi, peti na barvi glasu, na ritmu, melodiji in tako dalje. No, jaz, ko sem govoril o tremi, je v bistvu, da še to bolj točno določam, je stanje, v katerem razviješ kronično mišično napetost. Seveda zdaj pa to lahko vpliva na cel kup, tako da trema je tisto, kar je zelo širok pojem, kar AIQ zajema, lahko se pa izraža na veliko različnih načinov, tako kot si povedala. Ne? In pol, ko ko bolj razumemo ta strah pred posledicami svojega vpliva, seveda je tukaj tudi definicija, koliko zaupamo temu, kar bomo povedali, ali pa koliko zaupamo tistim, ki so napisali tisto, kar bomo mi recimo prebrali ali povedali ali pa naredili, spet vpliva na to. Ne? In zdaj bolj, ko se znaš ločiti od sebe, bolj, ko znaš zmanjšati neželjen vpliv telesa na to, kar počneš, lažje narediš tisto, kar bi hotel. Ne? Kar samo po sebi ne pomeni, da je to, da zmanjšaš vpliv telesa na tvojo zavest, slabo. Ne? Zdaj tukaj govoriva o tem, ali nekdo to dela akutno ali nekdo to dela kronično. Ne? Zdaj, če hočeš pa določiti, ali je akutno ali kronično, moraš pa najprej sploh v bistvu začeti čutiti, kako telo sploh vpliva na tebe, ne? Ker večina ljudi niti nima točno določeno ali pa ima zelo posplošeno in pa niti ne opazi recimo kroničnih negativnih vplivov te odtujenosti telesne od zavesti in pa seveda rabi tudi dodatno pomoč, ko si jo zdaj tudi sama lepo opisala. Ne? In še ena je taka ključnih zakonitosti, ki se uporablja v javnem nastopanju, ki je tudi v povezavi z AIQ metodo, in to je, da telo, misli in čustva so zelo dobro medsebojno povezana. In tisto, kar mi čutimo v svojih mislih, tisto se odraža v naših čustvih in hkrati v našem telesu. In zdaj pri javnem nastopanju kot s tehniko se mi seveda največ ukvarjamo tudi sicer s psihično pripravljenostjo, tako kot sem omenila, hkrati pa predvsem zelo veliko delamo na našem telesu. Da mi telo damo v tist zen. Torej, da človek ve, kako se postaviti, kaj je zdržal, kam dati roke, že ta nek okvir, ki ga ljudem damo, se potem znotraj teh okvirov je potem veliko enih možnosti, kjer vsak izmed nas lahko najde
tisto, kar njemu najbolj paše. Potem so tukaj noge, drža, vse te stvari, mimika, kaj z očesnim stikom naredimo, kam gledamo in tako naprej. Ne? Tukaj bi še mogoče poudarila ta del, da pripravljenost na nastop je seveda zelo pomembna. Tako kot si tudi prej omenil, ne, se rada malo pohecam pa rečem, kdor pride nepripravljen na oder, nima čuta za odgovornost, ne, tako kot sva prej rekla. In ta povezanost, torej telo, misli in čustva, kako medsebojno lahko s tem, ko mi telo damo v neko suvereno, samozavestno pozicijo, kako s tem vplivamo tudi na druga dva elementa. Ja, kje pa vidiš, da imajo ljudje največ težav pri javnem nastopanju, tako, če bi gledala po povprečju, kaj jih najbolj, kje so najbolj šibki? Pri mašilih. Tukaj je, na tem delamo praktično največ, v veliki večini. Ker govorico telesa sej ljudje ne vejo, ampak to je stvar, ki se jo da zelo hitro naučiti, zelo hitro usvojiti, medtem ko pri mašilih, ki pa, saj mi v javnem nastopanju tako rečemo, trenerji, da mašila delamo zato, ker razmišljamo o tem, kaj bomo povedali čez par sekund ali pa kakšno minuto. In to enostavno ne gre. Fokus moramo ohranjati na tem, kar ta trenutek govorimo. Tako da ljudje imajo največ izzivov z mašili, ki se jih s tehnikami da znebiti na način, da se najprej moramo slišati, se pravi, da jih ozavestimo, da nas nekdo na to opozarja ali pa da slišimo sami sebe, če smo posneti, kdaj jih uporabljamo, katera sploh uporabljamo. In to je tista prva faza, ki mora steči. Šele ko se mi slišimo, lahko začnemo spreminjati. In spreminjamo pa potem na način, da ljudi učimo delati pavze, da jih učimo zaključevati stavke, ne da ostane kar tam nekje nagor obešeno, ker potem se zgublja tudi neka čistost sporočila, ki ga mi želimo podati. Lahko bi rekla, da z mašili zmanjšuješ učinkovitost vpliva na okolje. Definitivno. Hkrati bi rekla, da ko mašila uporabljamo, zgubljamo verodostojnost, kredibilnost, pozornost svojih poslušalcev. In jaz velikokrat naredim na delavnicah ali pa s posameznikom, ko delam vajo, kaj pravzaprav vse izgubljaš, ko govoriš z mašili. Recimo posnamem s kamero, pa potem pogledava posnetek, pa rečem, kaj opaziš. Če se daš v tretjo osebo in gledaš ta posnetek, kaj si misliš? Recimo pri osebi, ki ima veliko mašil. In potem na drugi strani rečem, ok, kaj pa zdaj ti z mašilom pridobiš? In ponavadi je vedno odgovor, z mašilom pridobim čas. Ampak potem pa gremo v to učenje tega, da ok, zavedaj se, da ko ti govoriš brez mašil, ravno tako imaš čas na voljo, ker imaš tišino v vmesnem času, namesto da je tišina zabita z mašilom, ne izgubiš pa vsega tega, kar sva prej naštela. Od kredibilnosti, verodostojnosti, trema narašča takrat, ko se slišiš, psihična pripravljenost nam pada. Sem pa ugotovila v tem procesu svojega dela tudi to, da ljudi je enostavno strah tišine. In imajo občutek, da ko so tiho, jih bodo ljudje ali prekinili, ali bodo zgubili rdečo nit in tako naprej. Prav, spet govorimo o strahu pred posledicami svojega vpliva. Ne? Ja, drži. Ja. Zdaj, če tukaj ni recimo nekega zaupanja v telo, ne? Kar običajno ga ni, potem se bojiš, kako bojo na tebe se odzvali in pa poskušaš zmanjšati jakost svojega vpliva, ker manj močen, ko je tvoj vpliv na njih, manj bo tudi njihov vpliv močen na tebe in potem lahko preneseš njihov vpliv, čeprav imaš recimo preveč kronično napeta stegna, ali imaš slaba kolena, ali so tla, na katerih stojiš, v bistvu za tvoj živčen sistem nestabilna, čeprav lahko ti stojiš na recimo stabilnem odru, ampak imaš pa recimo nestabilno otroštvo, ne? Pa ti s tem občutkom, ki ga dobiš skozi
izkušnje v otroštvu, potem to skozi vpliva na to, kako dojemaš katerokoli podlago, ne. In pol je seveda nekom, ki ne zaupa tlom, na katerih stoji, ne, in ne zaupa potem samemu sebi, je logično, da je potem en od načinov, da zmanjša vpliv na okolje ta, da uporablja mašila, ne. Čeprav mu lahko rečeš, lej, to ni dobro, da delaš, ker s tem zmanjšuješ učinkovito tistega, kar počneš, in po logiki bi moglo biti to zadosti, da bi ta nehal, ne. Veš, pa vidiš sama, ne. Tako da sej to, kar si zdaj razlagala, je v bistvu dosti podobno AEQ-vajam, ne. Samo da uporabljaš kamero in pa delate na tem na zavestni ravni, AEQ-vaje pa podobno spet, da vidiš, kaj delaš, ali pa kako se vedeš v določeni situaciji, skozi to, da opazuješ, na kak način premikaš določen del telesa, ali pa tudi pri stoječih vajah, koliko stojiš, ne. Ja, in hkrati je mogoče smiselno omeniti še to, da ne samo, kar se govorice telesa tiče, pa samega telesa, pozicije na odru, ampak ima zelo velik vpliv tudi na jakostni stik posameznika. Zelo velikokrat opažam, da imajo ljudje izziv na začetku, ko stopijo na oder, dovolj glasno začeti govoriti. Res pravilno vdihniti, preden začnejo. Ugrevati svoj glas. Potem velikokrat vidimo, recimo, da trema nam povzroči, da začnemo piskati. Gremo z barvo glasu višje nad tisto svojo pravo barvo, ki jo uporabljamo. Takole, ne, recimo, evo, ena vaja, če se primaš za Adamovo jabolko, pa za vse ženske pogoltniti slino, zato da ga zaznamo. Takrat, ko Adamovo jabolko samo vibrira, takrat smo mi v svoji barvi glasu. Čim gremo višje tukaj gor, tukaj bo marsikdo, recimo, če jaz takole govorim, že prepoznal, da to ni moj naraven glas. In tega je treba večkrat tudi spuščati dol. In tukaj dobivamo tisto svojo pristnost, ki je pa najbolj pomembna. In za to pristnost, vsaj v zadnjem času jaz ugotavljam, da nam res zelo pomaga, če izhaja iz telesa. Ja, ker je pritisk, sploh ko se nekaj začne, je takrat vedno največji, ne? Zato, ker tako ti, kot tisti, ki bo nastopal, si pod pritiskom, ker veš, da boš nastopal, in ta pritisk se pa počasi na tebe in v tebi povečuje, dokler ne prideš dokler ne začneš, ne. Na drugi strani pa tisti, pred katerimi nastopaš, so pa isto, imajo taka ali drugačna pričakovanja, in pa se ustvari zelo visok pritisk okrog tega, ki bo nekaj naredil, pa seveda je njegov glas šibkejši, ne, ker je zunanji tlak višji, notranji je nižji, in potem je njegova moč, s katero lahko vpliva na okolje s svojim glasom, temu primerno nižja, ne, in to je na začetku se pol, ko enkrat steče, ne. Tem je lažje, tem je lažje. Se jez spusti in pol steče komunikacija, se ta pritisk potem počasi zmanjša in potem oseba tudi vedno bolj dobiva svoj, recimo, naraven glas, ne. Samo, kaj pa če ta oseba noter v samem sebi ni zadovoljna pa ponosna na to, kakšen on je, ne. A dejansko sploh želi dati sebe svoj naraven glas, ne. Ker naraven glas pa pomeni, da je njegov glas takšen, kot on je znotraj, ne. In če znotraj ni tak, ko bi mislil, da bi mogel biti, ne. Pa mora v bistvu umeten glas vzdrževati in z glasom ustvarjati neko iluzijo, da je nekdo drug, kot v resnici je, ne. Ja, samo to pa zelo negativno vpliva tudi na sam nastop, na samo izvedbo iz večjih zornih kotov. En od teh stvari je definitivno, da postaneš hripav. Zato, ker ne moreš, če nekdo, ki veliko govori, ne govori v svoji barvi glasu, potem prej ali slej postane hripav. Če temu dodamo še kakšno pitje mrzle vode, neogret glas, nepravilno dihanje, ki ne vključuje dihanja s trebušno prepono, potem nastop ne bo tak, kot bi si mi želeli. Ker moramo se zavedati, seveda mi nastopamo in nekje smo zaradi sporočila, ki ga želimo predati. Ampak ni pomembno samo, kaj povemo, ampak kako to povemo. In ta seveda, ja, in ta podpora, kako to povemo, je ravno v vizualnosti in v auditivnosti. Ja, ker hripavost z vidika
potencialne energije, ne, bi bila, da ima oseba v grlu veliko višjo pa drugačno potencialno energijo, kot jo pa spreminja v kinetično. In je v bistvu tako lahko, če si bojo poslušalci ali pa gledalci in gledalci lažje predstavljali, v takem primeru potem dejansko dobimo ozko grlo. In je tako, kot cestninska postaja na avtocesti, ne. Dokler ni gost promet, je pač se sicer na cestninski postaji ustaviš, da plačaš, pa da greš pol naprej, in sama cestninska postaja ne povzroča nekega zastoja, ne. Če pa promet bolj gost, v eni točki se začne delati kolona, ne, in pa če si predstavljamo, ali pa če bi lahko merili, kakšna je količina potencialne energije tistih, ki so v koloni, ki čakajo na plačilo cestnine, pa unih, ki se peljejo že naprej, bi videli, da je recimo tukaj višja potencialna, pa nižja kinetična, ker stojijo. Pa včasih, recimo, če to, sploh mislim, da tukaj dol pri nas na Obrežju, doskrat vidiš, sploh ob sobotah, zdaj, ko bo poletna sezona, pa pol pride do 5, 6, 7, 8 kilometrske kolone, pa začnejo tropiti, ne. In pol s tem potencialno energijo spreminjajo v kinetično, ne. V kinetično, ne, in imaš pol tako hripavost, da tisto, da recimo pride do previsoke čustvene reakcije v telesu, ki potem dvigne mišičen tonus, ta dvigne produkcijo življenjske energije, ta dvigne količino potencialne energije in je tako, kot bi vedno več avtov prihajali gor, ne. Ti moraš pa kontrolirati, se pravi, ker na koncu bi lahko ta zastoj rešili enostavno tako, da bi dvignili rampe, pa pač pejte, ne. Nič ne rabite plačati ali pa tukaj na meji in ne rabite pokazati dokumentov in bi se to sprostili, sem pa nimajo nadzora na tem, kaj gre na drugo stran, ne. In zdaj, imel sem že tudi primere, ko sem delal, je bil pritisk prevelik in je pol v bistvu grlo ni več zdržalo, ne. In je ta hripavost pol seveda se spremenila v to, da jim je bilo, ali so izgubili nadzor nad glasom, pa so šli v histeričnost ali pa paniko, ne. Ali so pa v bistvu bili ob glas zaradi tega, ker so se bali negativnih odzivov, da če bojo dali tisto iz sebe ven, ne. Ja. To hripavost pol recimo z dvigom čustvene zrelosti rešuješ lahko tako, da zmanjšaš pretiran telesen odziv v določeni situaciji in pol v bistvu ohraniš večji nadzor nad količino avtov, ki prihajajo do cestninske postaje, in pol cestninska postaja ni več tak problem ali pa tisti, ki blokira, ne. Ja. In velikokrat je lahko odraz te napetosti, ki jo človek čuti že veliko prej pred nastopom, zato tudi večkrat s tehnikami vizualizacije, ki jih delamo, ali pa imaginacije, delamo lahko že par mesecev prej, pred kakšnimi večjimi nastopi. Jaz velikokrat, ko vem, da imam planirano, naprimer, tale najin današnji pogovor, sem ga jaz začela vizualizirati od trenutka, ko sem ti potrdila, da pridem. Kar je ja, ker najprej nisem bil nekako navdušen, ne. Se mi zdaj, ko sem ti pisal, ni bilo super, ampak je bilo kar ja, zato ker je ta moj čut za odgovornost zelo velik, ne. Perfekcionističen. Ja, seveda, to me tepe po glavi 100 ur. Ampak imamo orodje, kako lahko to, upam, da z leti razrešim. Ja. To sem želela omeniti. Ja, mogoče, zdaj si me spomnil na eno stvar, ko sva zanjo se pogovarjali ravno danes zjutraj, ko sem jo poklicala in sem rekla, sem na poti v Brežice, Kalešu, mi je rekla, ne bodi pridna punčka in naredi kakšno napako. Prav. Ja. Pa si jo? Sigurno. Okej, nisem še opazil. Oziroma upam, da sem jo. Bomo videli na posnetku. Ja. Eno stvar sem še želela omeniti, marsikdaj to notranjo napetost, ki jo človek čuti v sebi, izrazi tudi s tem, da mu nekaj znotraj njega reče, nauči se na pamet. In potem se tekst naučijo na pamet. Zdaj prva stvar, ki se jo moramo tukaj zavedati, je, da pisana beseda ni enaka govorjeni. Torej, nek tekst, ki si ga napišeš, super je, da si ga napišeš, ampak daj ga potem v neko obliko. Lahko zdaj, ali so to neke alineje, ali so to neka vprašanja, na katera potem odgovarjaš tekom svoje predstavitve, ali pa nek miselni vzorc. Ker kaj se zgodi, ko se mi naučimo na pamet? Kot prvo, besede nimajo vdahnenega življenja.
Torej besede so prazne. In se bo čutilo, tisti občutek bo publika dobila, sorry, ne verjamem ti. Čustevni. Ja, ni, prazno je, ne. Poleg tega se pa tukaj izgublja tudi en od zelo pomembnih stikov, ki jih mi delamo. Poleg jakostnega stika, ki sem ga prej omenila, je še energetski stik in pa očesni stik. In tukaj izgubljamo očesni stik, s katerim se pa mi povezujemo s svojim sogovornikom. Mi preko očesnega stika vidimo, a se z mano strinjaš, se ne strinjaš, a sem bila dovolj jasna. Moram v danem trenutku, recimo pri prodajnem nastopu, dodati še kakšen polen gor, zato da te prepričam. In to je zato, ker zelo velikokrat, ko je naučeno besedilo na pamet, se naše oči sprehajajo tukaj le zgoraj, po našem vizualnem spominu ali konstruktu, temu rečemo. Ne? In v takih primerih zgubljamo pozornost, ne vdahnemo življenja in res je tisti občutek, da ni to. Saj marsikdo v publiki ne ve, kaj ga pravzaprav zares zmoti. Ampak sam tisti občutek na koncu, ki ga dobiš o posamezniku in o nekem nastopu, nekaj ne štima. In ta nekaj ne štima sem jaz raziskovala tudi zdaj v zadnjem času z AEQ metodo in tvojimi programi. In sicer mogoče en uvink naredim okrog, da bo lažje to razložiti. Prej si omenil, da na prvi stopnji v drugem delu vodimo vaje. In jaz sem si za vodenje vaje izbrala vajo Medenična ura, kjer sem imela jaz najtežje odzive. Največ sem občutila ob tej vaji. Spomnim se trenutka, ko smo jo delali s Petro, meni so tekle solze, slabo sem se počutila, slabo mi je bilo, nenormalna lakota me je popadla. Kar občutek, da me celo telo boli in srbi. In jaz sem si takrat izbrala za vodenje to vajo, zato ker sem si rekla, pa prim tega hudiča za roge, ne? Pa pejdi pa spelji to. Čute bolj moški pristop. Seveda, da je. No in jaz sem to vajo suvereno odpeljala. In na koncu povratna informacija, ki sem jo dobila, super. Ampak. In ta ampak je mene takrat toliko močno stresel. To je perfekcionistični del. Seveda, ja, ker mi je Petra razložila, pa potem tudi ostali sošolci so rekli, se vidi, da imaš izkušnje z nastopanjem, da to počneš vsak dan in BP si odvodila vajo. Se je pa čutilo, da nekaj manjka. In ta nekaj manjka, sem jaz zdaj ugotovila, da manjka moja samozavest iz telesa. Torej, da v telesu jaz nimam podpore za to pristno samozavest. Na levi strani. Ki se jo zdaj učim. Ja. Z te strani. Zato imaš tudi na ustnici spremembo na levi strani, ne na desni. Ja. Ja, ker medenica je pa sploh ženska domena, ne. Ženske bi morale medenico obvladati v nulo, ne. Nam je pa vedno manj oziroma jo ne. In jaz sem mislila, da jo, glede na to, da sem 15 let plesala trebušne plese. Tako da je bilo to od mojega 11. leta dalje. In verjetno sem že takrat čutila, da želim čutiti svoje telo. Da je bila to neka pot v to, da sem določene stvari sprostila v svojem telesu. Ja, so tukaj pa prideva na tisto standardno uporaba, izraba ali zloraba, ne. Zdaj, če recimo trebušen ples, ki je namenjen nadzoru nad medenico, ne, se uči ženska, ki je prepričana ali pa navajena, naučena ali pa prisiljena v to, da deluje po moško. Pa tukaj govorimo o zlorabi trebušnega plesa, ne, ker ona pa trebušen ples uporabi za to, da sprazne viške energije, ne pa da poveča čutenje in uporabo leve strani ali pa medeničnega dna kot nekaj, kar je zelo ženskega. Moški ima to čisto drugačno funkcijo medeničnega dna in zato je tudi recimo pri vaji Medenična ura lahko pride do takih močnih odzivov, ker v bistvu ženska začuti žalost ločenosti od svoje ženskosti. In pa jo to zelo zaboli, ali pa je razočarana, ali je pa otožna, obupana, ne, in pa se to spremeni v močno čustvo, ki ga potem seveda lahko izrazi na različne načine, ne. In pa je seveda tudi ta koncept
katerim kar perfekcionizem pa žensko vedenje, to sploh ne gre skupaj, ne, ker ženska je v bistvu v svoji notranjosti glih zaradi tega, ker je sposobna roditi, oziroma bom drugače rekel, je sposobna ustvariti otroka. To je nekaj, ne vem, je lahko kaj bolj kreativnega, mislim, da ni. Če gledamo na to, koliko je otrok kompleksen sistem in kak potencial ima vsak otrok, ki se rodi, ne. Je to taka kreacija, ki je moški jasno nikoli, moški ne vem kako raketo, avto, ladjo, tudi če gledamo nek najbolj zapleten sistem, kako recimo letalno nosilko ali pa jedrsko podmornico, to je nekje tehnološko na tistem zgornjem robu, ne. To ni do kolena, ni enem otroku, ne. In seveda zdaj, če gledamo, kaj je perfekcionizem za kreativnost, ne, ubija, ne. Ker perfekcionizem pa kreativnost gresta v nasprotje, ker perfekcionizem je težnja po tem, da bi nekaj dokončal in naredil do konca, ne. In enako je tako, ko bi hotela narediti otroka, da ga dokončati in ga do konca narediti. In to se recimo tudi pogosto vidim pri perfekcionistkah, ne, da enostavno ne morejo ali pa ne znajo sprejeti, da se otrok skozi spreminja in da je vsako uro, vsako minuto malo drugačen in to perfekcioniste spravlja ob pamet in potem seveda poskušajo otroka toliko ukalupiti, da se otrok ne spreminja in pol dobimo pa recimo psihopata ali pa še kaj hujšega ven iz tega, ne. Ker se mora otrok toliko ločiti od svojega telesa, ker telo se skozi spreminja, okolje pa od njega zahteva, da se ne sme spreminjati, ne, in pol pridemo do tega konflikta in potem ta kreativnost in perfekcionizem, ne morata iti skupaj. Zato tudi pol recimo je prišlo do tega, da si poskušala medenično uro voditi perfektno, kar je pa v nasprotju z osnovno logiko vaje, ki hoče povečati sposobnost tistega, ki vajo izvaja, da se kreativno začne vesti do sebe, ker vaje vodimo zaradi tega, ker ima nekdo kronične probleme in vajo vodimo nekoga s kroničnimi težavami glih zaradi tega, da začne v svoje vedenje dodajati kreativnost. Torej, če vaje ne vodimo kreativno, ampak perfekcionistično, je to nasprotju z IQ-ja, ne, in zato se ti verjetno tudi to dale tak odziv. In seveda je tudi perfekcionistom imajo zelo veliko dela pri IQ-ju, da začnejo ven iti iz tega perfekcionizma, ker ga v bistvu uporabljajo kot zaščito pred soočenjem s tem, v kakem kaosu so živeli v otroštvu in potem poskušajo s perfekcionizmom odriniti to resnico iz preteklosti stran od svoje sedanjosti, ne. In tukaj mi je bil en pomemben del na samem šolanju, ko je Petra rekla, ko nam je razlagala, pa smo ji postavljali določena... Petri Šmit. Ja, tako. Celjak, Pardon, ja. Petra asistentka Šmit je bila Celjak, na tako. šolanju, na katerem je bila Nina, da bi jo vedeli. In v enem trenutku nam je rekla, da ko delaš proces na sebi, da gre po plasteh. In te plasti lahko rečem, da sem začela čutiti, kako se na nek način, kako bi rekla, odleplja zadeva stran. In na začetku, ko je to rekla, sem bila kar malo šokirana, glede na to, da sem si mislila, pa kako, pa sej, pa tok je še lahko znotraj nas. Se kar hitro ugotavlja, koliko stvari res še je, ampak res za voljo boljše prihodnosti in učinkovitosti sem pripravljena iti po tej poti in zato sem tudi tukaj, kjer sem. In potem se mi je porodilo tisto vprašanje, če gre po plasteh, pa saj hvala Bogu, da gre, da se počasi zadeve odvijajo, da hodiš v svojo globino in brskaš po tej svoji globini, ker si ne predstavljam, da bi vse informacije iz telesa prišle istočasno. Mislim, da bi človeka to sesul. Ja. No, zdaj si šla v ta ovinek skozi, da si razložila medenično uro. Ja, in to sem želela povedati, da ko
oseba začuti neke stvari, res tista čustva iz telesa in se jih uči, kar pomeni, da dviguje tudi to svojo čustveno zrelost, je potem vse skupaj, kakor do zdaj vidim, lažje. Dolgoročno, ja. Dolgoročno. Kratkoročno je običajno teže, ne? Ker tako, ko je glih Petra to napisala v eni od svojih domačih nalog, pa je zelo tako efektivno je, da resnica nas kratkoročno naredi šibke, dolgoročno pa močne. Laž ima pa glih obratno, ne? Pa kratkoročno ti da moč, dolgoročno te naredi pa šibkega, ne? Veliko več energije rabiš za ohranjanje. Ja, se to je tudi tisto, kar si prej rekla, če moraš ti glas spreminjati, da ni tvoj naravni glas, ne? To lahko tem rečeš, da je to laganje, ne? Zdaj, če hočeš nekaj zaigrati, da je drugače, zato porabiš ogromno energije, ogromno več energije v primerjavi s tistim, če si lahko naraven, takšen kot si, kar je spet logično. Potem te to utrudi, zmanjša tvojo pristnost, lahko ustvariš dober prvi vtis, ne? Potem pa dlje časa, ko si s temi ljudmi, ki te začnejo, hočeš, nočeš bolj čutiti, pa bolj spoznavati, bolj v bistvu pol začutiš, da nekaj ni v redu, ne? Čeprav je danes, ker ima toliko ljudi, toliko močno senzorno-motorno amnezijo, pa nizko čustveno zrelost, si lahko z določenim človekom lahko več let, pa ne dojameš, kdo on v resnici je in te pol v določeni točki lahko šokira to, ne. In zdaj ta zaigranost, ne, ali pa igranje nekoga drugega zaradi tega, da boš drugim všeč, spet izvira kje? Iz otroštva, ne. Ker otrok, če je avtentičen pa spontan, starša pa nista avtentična pa spontana, ali pa okolje, v katerem ta otrok deluje, ni avtentično pa spontano, ker je danes redko, ne. Otrok zelo hitro ugotovi, da če igra nekoga drugega, da je lažje, ali pa da je v bistvu včasih edino možno, da z igranjem nekoga drugega ni uničen v okolju, ali pa odrinjen, ali pa zapuščen, ali pa zavržen. In potem tukaj tudi pol dobimo lahko zametke pa podlage za igro, biti dober v igranju. Samo seveda te pa to utrudi, ker sploh na koncu več niti ne veš, kdo v resnici pa ti si, ne. Lahko si pa kdorkoli hočeš, ali pa hoče režiser, ali pa publika, ali pa kdorkoli drug, ne. Tukaj je ta, pol gremo pa v proti kronični utrujenosti pa izgorelosti, ki je pa danes v bistvu toliko velik je, pa če bi še tisti, ki niso čist še v tem ali pa ne izpolnjujejo vse definicije, dejansko začutili, koliko so izčrpani, koliko jih telo boli, koliko jih stopala bolijo, stegna, meča, bi bila slika dejansko zelo porazna, ne. Kaj pa SDI? Verjetno večina ljudi niti ni slišala še za to tehniko, kako bi jo v 5 minutah recimo, ali pa 10, kakor pač hočeš, dolg predstavlja, kaj si tam videla, dobila in uporabila. Ja, zdaj SDI ljudi primerja z ledeno goro. In zgornji del ledene gore so tista naša vedenja, ki so vidna navzven. So tiskaj nad vodo. Tiskaj nad vodo, tako ja. In ta zgornji del ledene gore je torej tist, ki ga mi lahko kot posamezniki gledamo iz različnih zornih kotov. Enega vidi iz tega, en iz tega, en iz tega in drugi iz nekega 4. zornega kota. In vsak lahko to ledeno goro vidi drugače. In za neko ledeno goro bo nekdo rekel, poglej, ta ledena gora je zelo visoka, ni toliko zelo strma, drugi bo pa rekel ravno obratno. In tako enako je tudi pri naših vedenjih. Vsak izmed nas lahko na neko vedenje gleda iz različnih zornih kotov in nekdo bo za neko vedenje rekel, to je pa meni ful dober, to je pa the best, super si to naredil, super si to skomuniciral, jaz bi točno tako. Nekdo drug bo pa rekel, čakaj, kaj s tabo, to se pa tako ne dela, jaz bi pa to čisto drugače, ti si čuden, s tabo se ne želim družiti in tako naprej. In zdaj SDI nas uči, da ko gremo pa pogledati globlje, ko pogledamo, kaj se pa pravzaprav skriva znotraj oziroma spodnji del te ledene gore, pod gladino morja, je pa sistem vrednot, ki nas v življenju motivira. Torej, SDI poimenuje to kot
MVS, Motivational Value System, sistem vrednot, ki nas življenje motivira. In ta sistem vrednot se pa v našo bit, v naše jedro zasidra v zgodnjem otroštvu. Tam nekje od 6. do 8. leta, takrat se zasidra in se ne spreminja. Vpliva pa na ta zgornji del ledene gore, na naša vedenja in hkrati tudi na to, iz katerega zornega kota bomo mi na neko vedenje gledali. Primer. Samozavest. Zamujanje kot neko vedenje. Nekdo bo rekel, ok, se tudi jaz zamudim, ni problema. Drug bo rekel recimo za samozavest, wow, le kako je on samozavesten, jaz pa tega nimam, da se bom malo družil z njim, da se malo tega naučim, pa malo tega nalezam. Ja. In ker so naši sistemi vrednot različni, so različna tudi naša vedenja. In mi vedno pri SDI-ju govorimo o 7 sistemih vrednot, ki so določeni po tako narobe obrnen trikotnik je, v središču ima 6-kotnik, kjer je 7 sistemov vrednot. In to je modri, rdeči, zeleni, središče trikotnika so hub in potem so mešane barve. Modro-rdeča, rdeče, zelena in pa zeleno-modra. In vsaka izmed teh barv ima svoje vedenja. Modri ljudje so tisti, ki so usmerjeni v odnose, v pomoč, so empatični, težko rečejo ne, zato ker izhajajo iz tega, da če bodo rekli ne, bodo s tem rekli ne neki osebi in bodo porušili odnos, namesto da rečejo ne nekemu dejanju ali pa nekemu vedenju. Ne. In to so ponovadi ljudje, ki vedno priskočijo na pomoč. In zato tudi rečemo po SDI-orodju, da vozijo rešilca. Kaj dela rešilc? Vedno priskoči takrat, ko ga rabimo. Medtem ko rdeči po orodju SDI so ljudje, ki so usmerjeni v cilje, v rezultate in oni so pripravljeni tudi veliko tvegati za voljo dosego nekega svojega cilja. In na tej poti so pripravljeni iti res čez tveganja, kot hkrati čez tiste večje izzive v življenju in na tej poti so samozavestni. In rdeči ljudje, za njih pravimo, da vozijo plug za sneg, kar pomeni pridejo tja, kamor drugi ne morejo in za sabo naredijo pot, zato da drugi lahko sledijo. Potem je tukaj zeleni SDI, kjer govorimo o ljudeh, ki vozijo podmornico, torej so nekje v ozadju in še vedno opazujejo s tistim svojim periskopom. In to so ljudje, ki so usmerjeni bolj v analitičen pristop, analiza in hkrati tudi ta globina tega, da ko upravljajo neko delo, potrebujejo dovolj časa, zato da je delo, potem ko je narejeno, tako v piko narejeno. Ne. To je računovodja, knjigovodja, revizor. IT-ovce včasih s tem primerjamo. No in super, da si to omenil. Zelo pomembno za razumevanje orodja SDI je to, da ni vsaka medicinska sestra modra, ni vsak direktor rdeč, pa ni vsak IT-ovc zelen. Torej, zavedati se moramo, da tako, kjerkoli smo, se ljudje smo kombinacija vseh barv. In kjerkoli smo super. Smo si pa med seboj različni. In če želimo to našo različnost sprejeti, je veliko lažje, če jo najprej razumemo. Tako da pri SDI-ju in komunikaciji z orodjem SDI se predvsem ukvarjamo s tem, kdo smo mi, kakšni so naši sogovorniki, kako delujejo v določenih situacijah, kako lahko jaz prilagodim svoje vedenje za voljo tega, da bova midva imela bolj učinkovito komunikacijo in hkrati tudi se učimo potem res v detajle, tudi kako posamezne barve pišejo maile, kakšne imajo, če bi si lahko uredile svoje pisarne, delamo navodila za uporabo, kako ravnati z mano, kaj delaj, če sami ne delaj, drugače bom šel v konflikt. In potem, da ne pustim čisto boso, je še središče trikotnika, je pa hub, to je pa 4. čista barva po orodju SDI, kjer so pa ljudje, ki so svoja barva in so ljudje, ki so usmerjeni v tim, ekipo, fleksibilnost. In so povezovalni in družabni. No, prilagodljivi pol. Tako, ja. Fleksibilnost, prilagodljivost je tista njihova ključna vrlina in vedenje, ki jo uporabljajo. Plastelin. Aha. In, kako pa to lahko uporabiš v praksi pri, ko recimo ima nekdo kronično težavo? Zdaj, zelo dobro se mi zdi, da ko ima nekdo kronično težavo, da pogleda razlog zakaj. In zdaj preko orodja SDI lahko preko vprašalnika, ki se ga lahko tudi izpolni in je 98% točen,
predvsem dobi svoj rezultat, kje se on nahaja. Torej, SDI izhaja iz, torej avtor SDI-ja je Elias Porter, ki je izhajal in se učil od Froma in Freuda in je bilo prvo barvno orodje, ki je ljudi postavilo v te sisteme. Poznamo sicer še druga orodja, ki se ravno tako ukvarjajo z barvami, recimo Insights, Disk so ena izmed takih. Je pa SDI tisto, kjer res gleda na posameznika kot individuum in mu reče, lej, okej, si tak, kot si, je pa dobro, da razumeš, zakaj si tak. Kaj je tista tvoja globina, torej ta spodnji del ledene gore, ki vpliva na tvoje vedenje. Je pa ta del, okej, si tak, kakšen si, to meni recimo ta del mi nasede glih najbolj, ker če imaš kronične probleme, pol nisi okej, tak, ko si, ne, pol je treba. Odkar poznam AEQ in ga spoznavam, tudi meni ta del ni lih najbolj pisan več na kožo. Najlažje se mi zdi, da je reči, ja, tak sem. Saj se ne morem spremeniti. In to tudi velikokrat slišim pri svojih strankah, da ne morejo spremeniti, da ne vejo, kako in pridejo tudi recimo na hipnoterapijo velikokrat po rešitev, namesto da bi se zavedali, da lahko sami pri tem kaj naredijo. Tako da jaz imam zelo veliko spoštovanje in lahko rečem do vseh nas, ki delamo na sebi. Zato, ker se mi zdi, da se marsikdaj ljudje ne zavedajo, da imajo veliko več vajeti v svojih rokah za spremembo svojega življenja, kot si pa morda mislijo. In delati na sebi, na res pravi način in spoznati svoje vzorce, svoje zakrčenosti, iti v globino, je zelo težko. Zelo težko. In tudi jaz sem se soočala v zadnjem letu, odkar sem na tej poti, z raznimi odzivi, ki so bili zelo neprijetni, tudi v moji okolici, in so mi povzročali nemoč, obup, žalost, bes, ker jezen nisem znala izražati. In ja. Ja, ker to vidim na splošno, ker SDI predvidevam, da je ameriški. No, ker recimo pri teh ameriških različnih metodah, tudi recimo klinična somatika, ki sem se učil, je Thomas Hannan razvil, ki je Američan. Vidiš točno to, ne, da noče iti v globino. Ampak vsi smo super. Prej, ko si razlagala o barvah, si rekla, kako super si, ampak takšen si. In pa v bistvu, kaj vidiš, je pri Američanih glih zaradi tega, ki sami sebe prepričujejo, kako so oni super, so za vse stvari krivi drugi, ne. In pol oni so super in oni pol poskušajo na vse vplivati, da so pa taki, da bojo Američani lahko ostali super, drugi pa se morajo prilagajati njim, ne. In zdaj kako se stvari spreminjajo v svetu, vidimo, da je v tem obdobju očitno prišel konec, kar je po eni strani dobro, ker so zafurali svet. Recimo, če gledamo USA kot državo, glih s tem pristopom, da oni so super, vsi ostali pa niso, ne. Ali pa so super, samo če delajo točno tako, ko bi oni hoteli, ne. Vidimo, da to ne pele in tudi, ko recimo delam s katerimkoli Američanom, vidiš, da ima prav izjemno močen odpor iti majčkeno na globino, eno generacijo nazaj, pa tudi, če poznamo recimo ameriško zgodovino, pa jo gledamo recimo z nekim neameriškim pristopom, vidimo, da so toliko napak, ki so naredili v preteklosti in toliko krivic, ki so jih povzročili ostalim, tudi sami sebi, en drugim in ostalem svetu, da sam super niso, ne. In tukaj je pol tudi ta, ker tako, ko sem se jaz pri klinični učil, je bilo podobno. Super si takšen, kot si, ampak poglej, če bi lahko mogoče še kaj malega spremenil, da bi bil še boljši. Sam pol dejansko ne moreš priti dovolj globok, da se začneš ukvarjati s tistimi dejanskimi vzroki, zakaj nisi super. Ker če imaš pa ti hernijo, pa obrabljen kolk, pa kroničnega obole, pa ne spiš, pa imaš take ali drugačne kronične bolezni, pa očitno nekaj ni super, niti ni nikoli bilo super, ne. Ja, ker SDI je orodje na način, da pravi, ko gremo pogledati naše sisteme vrednot, kakšni so, se zelo hitro lahko tudi vidi,
kaj pravzaprav jaz počnem tebi in kako sploh med nama pride do nekega konflikta ali pa nasprotovanja. Zakaj? Zakaj midva gledava iz toliko različnih zornih kotov? Tako da nas tukaj predvsem uči to, res zakaj smo si različni, kako smo si različni in kako lahko jaz prilagodim svoje vedenje, ki pa je na zavestni ravni, to ni na podzavestni ravni, ker vedenje je pa tisto, kar je vidno navzven, ki pa se lahko spreminja. In mi imamo to svobodo, da ta naša vedenja prilagajamo. Ne? In kako jaz lahko za voljo najne boljše učinkovitosti tebi na drugačen način napišem nek mail ali pa s tabo komuniciram v pravem jeziku, v tvojem jeziku, v tvoji barvi, zato da bova midva, ker sodelujeva skupaj in sva recimo neka ekipa v podjetju, bolj učinkovita. In vemo, ne, če so znotraj neke posamezne ekipe v podjetju, če je boljša učinkovitost, boljši je medsebojni odnos, manj je strahov prisotnih tudi glede prihodnosti in bolj sama struktura deluje. Torej odlično orodje za dvig učinkovitosti. Tako. Ja, super. To je vedno dobrodošlo. Če ga po vrsti zdaj pa na hipnozo. Kak je pa tam? Ja. Moram reči, da hipnoza je ena moja velika strast. Rada jo imam in rada to počnem. Ja, zato ker se tudi jaz od svojih strank zelo veliko naučim. Tudi to je, ne? Tisti del, ki je pomemben in dobim tudi jaz neko povratno informacijo. In opažam skozi nekaj let, saj jaz se s hipnoterapijo ukvarjam zadnjih 6 let, opažam, da privabljam stranke, ki odpirajo tudi meni neko področje, ki ga moram jaz razrešiti. Ali pa recimo sploh zdaj, ko sem malo pogledala za nazaj, kakšne stranke sem imela v preteklosti, so mi tudi stranke kazale neke moje vzorce, ki so še nerazčiščeni in mi dale tako kot, tukaj sem, alarm. Ne? Pa nekatere sem videla, nekatere nisem videla, nekatere še bom verjetno videla. Da kar se hipnoze tiče, na hipnozo jaz gledam kot res tehniko za spreminjanje podzavesti, ki pa ima veliko prednosti, pa kot vsaka tehnika ima tudi nekaj slabosti. In slabost, ki sem jo jaz opazila pri hipnozi kot tehniki, je to, da ne vključuje našega telesa. Tako kot ti praviš, gre od zgoraj dol in spreminja. Vidim pa veliko razliko, ko človek oziroma ko hipnoterapevt izvaja terapije z direktnimi sugestijami, torej hipnoterapijo, ali pa izvaja hipnoanalizo. Hipnoanaliza je pa iskanje vzrokov. In to iskanje vzrokov je meni zelo všeč, predvsem zato, ker mi predstavlja pa ta kreativen del mene, ki ga lahko uporabljam pri svojem poslu. Kar pomeni, oseba, ki pride, če grem konkretno, ali z neko fobijo, ali z nekim strahom, tudi bolečine. Jaz sicer se z bolečinami pod hipnozo zelo malo ukvarjam, ker nisem niti čutila se kompetentno, da se tega področja dela lotim. Zato smo vedno bolj govorili, to je medicinska hipnoza, tista, ki se s tem ukvarja, ker lahko zelo hitro narediš tudi kakšno škodo, kdaj komu, ne? Brez da torej odpraviš neke bolečine, v bistvu pa pustiš vzrok tam notri nekje. Tako da, ko oseba pride, je meni zelo pomembno, da se z njo pogovorim. Ne rabim ogromno nekega pogovora, kot recimo bi bil potreben ta pogovor pri kakšnih drugih pristopih, ampak mi pove, dogaja se mi to in to in to. In potem je pomembno, da se oseba sprosti. Torej, namera posameznika je pri hipnozi zelo pomembna. Gre za spremenjeno stanje zavesti in kot sem prej omenila, tukaj ni nobene mistike. Jaz vedno rada rečem, nimam čarobne palčke, nimam kladiva, da te dam noter v hipnozo in ne morem se sprostiti namesto tebe. Torej, hipnoza kot tehnika pomeni, da je namera posameznika zelo pomembna, oseba se vsega zaveda, kadarkoli lahko stanje prekine in ko jo dvignemo ven iz stanja hipnoze, se tudi vsega spomne. Torej, ne gre za stanje spanja. Je pa pomemben vidik pri hipnozi ta, da znotraj pri hipnozi mi rečemo, ok, je sestavljen iz 3 delov. Zavest, podzavest pa nezavedni del. In tega nezavednega dela se ne dotikamo, ker so naše avtomatične funkcije. Vplivamo pa na našo podzavest, kjer so pa vse naše navade, samozaščita,
kjer je trajni spomin in pa vsa naša čustva. In zdaj, ko gremo v globino, v podzavest posameznika, medtem ko odmaknemo zavestni del, pridemo do podzavestnih tistih stvari, ki sem jih zdaj naštela, in tukaj bi lahko rekla, če povežem, zajekujem, vsaj kakor jaz do zdaj to razumem, da se dotaknemo teh čustev druge stopnje in jih posameznik začuti. In marsikdaj posameznika ta čustva in občutki, ki pridejo ven med hipnozo, zelo presenetijo. Zdaj, kje so izzivi pri hipnozi? So tudi tukaj, da opažam, da se ljudje težko sprostijo. Tako kot tudi ti večkrat razlagaš, ta strah pred sproščenostjo in pa alergija na sproščanje. Kot sem prej omenila, težko se je soočati s svojo globino. In ljudi je strah, do česa bodo prišli, kaj bo privrelo ven. Tako da tukaj, ko se človek ne sprosti popolnoma, imam jaz onemogočeno to hipno analizo, torej regresivni pristop, zato ker ne dobim globokega stanja hipnoze, kjer je popolnoma sproščeno tako telo kot in ko nimam tega stanja, ki ga imenujemo somnambulizem ali pa trans, z drugo besedo, takrat ne morem iti v preteklost. Ker marsikdaj ljudje niti ne razumejo, kako sploh lahko gremo v regresijo, kako se lahko soočamo z nekimi vzroki v regresiji. To je torej samo tehnika, kjer točka nič, ko smo v hipnozi, postane enaka preteklosti in prihodnosti in gremo lahko v regresijo nazaj ali pa v progresijo. In zdaj, ko imamo mi odmaknjeno zavest in sproščeno telo in takrat se aktivira ta trajni spomin, da gremo lahko nazaj. In takrat recimo neka fobija, ki jo nekdo ima, s trenutkom, ko peljemo na vzrok, na tisti prvi dogodek, ko se je nekaj dogajalo, ki je v našem tisti dogodek je potrebno nevtralizirati, ga razčistiti, zato da posledica zgine. In zdaj pri meni, vsaj do zdaj, pri ljudeh, ki so se dovolj sprostili, da sem lahko uporabila ta pristop za marsikaj. Tukaj je lahko ne samo fobija, čeprav je tudi trema ena vrsta nekega strahu in fobije, lahko tudi pri recimo vzroku za nespečnost, potem pri tem, da ne dosegajo nekih določenih poslovnih ciljev, potem so tukaj lahko kajenje, lahko je pretirano prehranjevanje, prenajedanje, želja po sladkem in tako naprej. Vse tisto, kar je, rečemo, ok, to je za neka posledica, gremo pogledati, kaj je vzrok. In vsaj do zdaj, kolikor imam merljivosti, je bila hipnoterapija uspešna pri ljudeh, ki so se znali sprostiti. Ja, tukaj imamo spet ta pogojnik, fobija vodi v odvisnost. Odvisnost pa omogoča, da fobija ostane neurejena ali pa neopažena, ker se v bistvu ukvarjamo z odvisnostjo, ne pa z vzrokom, ki je za ali pa pod odvisnostjo. No, sej, ker koliko pa načrtuješ ali pa vidiš možnost uporabe IQ-ja pri hipnozi. Razmišljaš v tej smeri verjetno tudi? Ja, seveda razmišljam. Zdaj, glede na to, da sem v tem trenutku na prvi stopnji, imam željo iti naprej z šolanji in se še bolj spoznati z vso to globino, tako da verjetno bom čez kakšno leto bi znala boljš odgovoriti na to vprašanje, kot bom v tem trenutku. Ampak kjer v tem trenutku vidim neko možnost in priložnost, je iz dveh zornih kotov. Eno je, da s hipnozo klienta pripeljemo do neke polovice. Rečem zato do polovice, ker ne vključuje telesa. In potem nadaljujemo, ko že ugotovimo s hipnoterapijo nek vzrok, pri ljudeh, ki se znajo sprostiti, nadaljujemo to še z AEQ metodo preko izvajanja vaj, kjer res dobijo iz zavesti oziroma iz telesa v svojo zavest in obratno recimo pri dihanju, kjer lahko še res počistimo tisto, kar je znotraj posameznika. Iz drugega zornega kota pa vidim, da ko na primer človeka pelješ v AEQ vajo,
ga lahko že do te mere sprostiš, da potem tudi veliko lažje pade, po domač povedan, v hipnotično stanje. Tako da Ki je iz teh bolj globoko. Ja. dveh zornih kotov. No, kaj sem izvedel v dosedanji praksi, je, da višjo, ko so imeli, bolj ko so ljudje dvignili čustveno zrelost skozi učenje AEQ-ja, boljše uspehe so pa tudi pri hipnozi imeli, zato ker so se upali iti globje. Zdaj, točno kdo se je upal iti globje, ali stranka, ali terapeut, ne vem. Ampak, ko sem dobival povratne informacije, ko so prišli na individualno obravnavo ali pa, ko so mi pisali, so v bistvu mi vedno znova poudarjali to, da ko so pred začetkom dviganja čustvene zrelosti bili na hipnozah ali pa potem, včasih vmes mine leto, dve ali pa tudi več, ne, da so bili rezultati in trajnostni vpliv tega, ko so na hipnozi dosegali čisto drugi in čisto drugačni. In tudi sam terapeut, hipnotizer je opazil ali pa je opazila razliko manjšega strahu ali pa večje sproščenosti zaradi dodatka zniževanja senzorno-motorne amnezije pa dviga čustvene zrelosti, ki se pravi, ko jo v bistvu sočasno ustvarja. Ne. Zdaj sem bil tudi vesel, ko sem videl, da si se prijavila na šolanje, da se mi zdi, da bo tukaj lahko pride do združevanja ali pa komplementarne uporabe obeh pristopov, zato da je hipnoza olajša nekom odpravo kroničnih stanj skozi AEQ ali pa učenje AEQ je omogoča nekom, da se izboljša vpliv hipnoze na odpravljanje njegovih kroničnih stanj. Ne. Ja. Bi za konec še rada kaj dodala, kaj nisva obdelala, rada še kaj izpostavila, poudarila. Mogoče bi izpostavila to, da se moramo zavedati, da če se ne ustavimo sami, nas prej ali slej ustavi življenje. In na žalost zelo veliko ljudi ustavi tudi takrat, ko je že prepozno. Tako da bi želela izpostaviti to, da vsi, ki naju poslušajo, ne se bati, čeprav se to sliši, ne, kot ta nasvet. Ne se preveč bati. Ne se preveč bati, ja, hvala, da si me popravil. Ne se preveč bati, pa pejte na to pot. Zato, ker se splača. Hvala ti. Hvala. Jaz bi pa rekel v bistvu to, da če se ne učimo, pa ne izboljšujemo sposobnosti soočanja s težkimi deli naše preteklosti, pa tudi naše sedanjosti, da potem tudi sami fiziki ne preostane druga, kot da nam vedno bolj oteži življenje. In če ne znamo sami zmanjševati teže vpliva preteklosti prednikov na našo sedanjost, potem je lahko sem v iluziji ali pa v amneziji ustvarimo neko naivnost ali pa utopičnost, da je življenje lahko, v resnici pa postaja vedno težje. Pa ali skozi bolezen, ali skozi poškodbe, ali skozi razočaranja, take in drugačne vrste. Ampak enostavno edini način, da dolgoročno dosežemo lažje življenje, da postajamo boljši v reševanju težkih zadev, ki jih vsako življenje mora imeti, ker z druge strani, če gledamo, so to stres testi, ki v bistvu nam omogočajo, da lažje preživimo in lažje, ko preživimo, lažje tudi živimo. Ne. Jaz se dostikrat spomnim na tisto ugotovitev, ko so biosfero v Ameriki naredili zaprt sistem, da so ugotovili, da se drevesa, ko dosežejo določeno višino, kar podrejo, samo od sebe padajo in nekaj časa niso razumeli, zakaj. Ne, pa so pa ugotovili, da je bil koreninski sistem. Videli so že tako, da so imeli da je drevo imel nerazvite korenine. Niso pa razumeli, zakaj, ker hranil je bilo dosti, sonce je bilo dosti, v bistvu vsi pogoji, tudi prostore je bilo dosti, dokler niso ugotovili, da v biosferi ne piha veter.
In ker ni vetra, drevo ni pod stresom, in ker ni pod stresom, ne rab korenine narediti močnejše. In na podoben način vidim ogromno ljudi, ki ignorira, pozablja, potlači ali pa popači svojo preteklost in je dejansko tako, ko bi korenine porezal, pa se pa čudi, ko ga en močnejši vihar prevrne, in ne razume, da kljub močni volji, odločenosti, mu ni uspelo obstati na nogah dlje časa. Tako da hvala ti za obisk in za super podcast. Hvala tudi vam, ki ste naju gledali, in upam, da sva vaju kaj novega naučila, da vam bo lažje razumeti, zakaj so stvari takšne, kot so, in na kak način se jih da spremeniti. Sicer počasi, pa običajno skozi neprijetne občutke, ampak potem pa vedno večkrat, tako kot si rekla, začutiš tisto neko notranje zadovoljstvo, ki ni kupljeno ali pa vsiljeno ali pa izsiljeno, ampak dejansko začutiš, da si dobro, in pa je svet lepši. Se strinjam in hvala tudi tebi, Aleš, za povabilo. Hvala in lep pozdrav.